Gospa Darja Ferčetti-Miljoto, hvala lepa, da ste se odzvali vabilu v podcast Poslovni nasveti, v katerih predstavljamo dobre prakse nekega podjetja, ki so lahko zanimive in seveda uporabne tudi za druga podjetja. Danes se bomo z vami pogovarjali o mikrodokazilih, o izobraževanju, pa morda, če nam najprej opišete, vi ste v podjetju Sandoz Lek zadolženi za svetovanje strateškim projektom. Kaj točno zajema vaše delo? Ja, torej v Leku sem že od konca študija, praktično to so dolga desetletja, ki so minila zelo hitro, nekako od znanstvenega dela, od razvoja izdelkov sem z leti počasi prešla na razvoj organizacije, razvoj ljudi, in na tej poti sem imela priložnost, da sem osnovala enoto Strateški programi, ki se ukvarja z inovativnostjo, z razvojem znanj, talentov, z sodelovanjem z zunanjimi institucijami, prvenstveno z akademsko sfero, se pravi tele fakultete in raziskovalni inštituti. Te vidimo kot naše naravne partnerje v razvoju družbe, znanja in blagostanja, smo enkrat zapisali, no. Se pravi, na nek način polnite te vrzeli, na katere naletite, se pravi pri kompetencah vaših zaposlenih. Brez dvoma. In ja, to je nekaj zelo dinamičnega, ne, kompetence se spreminjajo, in ves čas je treba biti v stiku s temi trendi razvojnimi, in učimo se eden od drugega, ne, in tudi mladi od starih in teoretiki od praktikov in obratno. Strašno ključno je, da se med seboj poznamo, da se dovolj dobro poznamo, da si zaupamo, ker potem se zelo skrajšajo reakcijski časi na obeh straneh, a ne. Smo se sposobni hitro in včasih mimo nekih pretiranih birokratskih postopkov dogovoriti za hitro in učinkovito sodelovanje. Tako da ja, imeti dobro mrežo sodelavcev zunaj svoje hiše je ključnega pomena. No, Lek je visokotehnološko podjetje, tudi delujete pač v taki branži, ker verjamem, je ta razvoj, bom rekel, precej hiter in mu je verjetno težko slediti. Tako da mogoče bi začela najprej z enim bazičnim vprašanjem. So kadri, ki jih dobivate iz univerz, zadostno usposobljeni za vaše potrebe in za potrebe, ki jih danes narekuje trg, nenazadnje vi delujete na mednarodnem trgu? Ja, vsekakor so naše šole zelo kakovostne in kadri, ki jih lahko dobimo po zaključku študija, so visoko izobraženi na področju nekih bazičnih strokovnih kompetenc oziroma znanj, ne. Seveda pa od te točke naprej je pa naša naloga, da jih dorazvijemo, da jim damo dober vpogled v svet gospodarstva, v svet industrije, in ja, tukaj je ta pretok znanja, ki je nenehno potreben in oboje smerana, ne, in tukaj je neka točka, ko se učimo mi od mladih, ki so teoretično podkovani in izobraženi ravnokar, oni pa seveda sprejemajo naše izkušnje, ravno tako velja, da izkušnje prenašamo na mentorje teh mladih, ki v številnih primerih pravzaprav svoje diplomske, magistrske ali doktorske raziskovalne naloge že opravljajo deloma v naših laboratorijih, na naših temah, in tako to povezovanje in pretok
pretok znanja vse čas kroži in skupaj se razvijamo. No. Ne moramo pričakovati, da bo neka hiša učenosti razvila enega praktičnega strokovnjaka danes in zavedno. Ker vse čas se vsi učimo, no. Dejansko ne neha se učiti nikdar. Če je čisto plastična, nov zaposleni pride k vam, na kakšen način ga vpeljete v delo? Torej, vsak zaposleni dobi mentorja in v zadnjih letih tudi buddyja, to je kolega, ki svetuje v takih drobnih življenjskih rečeh, kako se znajdeš v organizaciji. Vsak novo zaposlen je napoten na neke treninge, na program uvajanja, skozi katerega ga mentor nekako vodi. No in ko se enkrat znotraj naše organizacije začneš učiti, se ne nehaš učiti nikoli. Imamo veliko internih strokovnih debat in izmenjave znanj, kakor tudi seveda smo odprti navzven v slovensko in mednarodno okolje, kjer ves čas nadgrajujemo svoja znanja in v bistvu je karierna pot zasnovana tako, da se zaposleni razvijamo na strokovnem področju, pa tudi na osebnem področju, ker je zelo pomembno, da znamo sodelovati, da se znamo poslušati, da znamo sprejeti odločitev, odgovornost. Zelo, zelo pomembno je, kakšno kulturo vsi skupaj ustvarjamo, in res gradimo kulturo enega zaupanja, medsebojnega spoštovanja, raznolikosti in mislim, da to je tisto, kar ogromno pomeni mladim. Ja. Čisto medklic, ker prvič slišim za to figuro buddyja, to svetuje, kje je menza, kakšne so aktivnosti po službi. Tako. To je tisti kolega, ki ti ga najprej predstavijo in rečejo, nanj se obrni, točno to, če ne boš vedel, kje je menza, če te bo zanimalo, kako se prijaviš na službeno pot ali na izobraževanje. Veliko je, ja. Ker vodja si takoj na začetku glih ravno ne upaš vprašati vsega, in sploh ne takih preprostih stvari. Možda se mi je porodilo vprašanje, rekli ste že celo kariero v bistvu v Leku, se je ta pristop mladih do vstopa v službo spremenil skozi desetletja, bi rekel verjetno, da ja. Verjetno, ne vem, včasih, ta buddy je verjetno nek moderen pristop, ki pa verjetno nastal ravno kot odgovor na neke pričakovanja mladih. Verjetno res. No, moram reči, da že svojega uvajanja se še vedno dobro spominjam in mi ni bilo nič hudo. No. Sem se počutila dobro sprejeto, tudi sem imela mentorico, tudi sem imela nek program uvajanja. Takrat smo imeli še celo pripravniške naloge, ki so bile pravzaprav zelo posrečena stvar. Pripravništvo obvezno. Ja, tako. No, zdaj, od kdaj so buddy, to so pač nek novodobni dodatek. Pa dobite dovolj kadrov za vaše potrebe na slovenskem trgu? Še, ampak nekako potrebno je, da se vedno bolj povezujemo tudi s tujino. Nekako naravno zaledje je ta bazen bivše skupne države, od tod že pravzaprav zadnjih 10 let pridobivamo kakovostne kadre. Je pa res, da zdaj, ko smo na pragu ali pa smo na začetku novih investicij, veste, da bomo gradili nov razvojni center, novo tovarno, vse za področje podobnih bioloških zdravil in vse to nam narekuje, da bomo v naslednjih nekaj letih potrebovali 500 novih sodelavcev in vsaj polovico od tega visokošolsko izobraženih. In zagotovo bomo morali in že delamo širše akcije za
privlačnost talentom, da jim pokažemo, kdo smo, kaj delamo, kaj ponujamo, kaj lahko od nas pričakujejo. Imamo številne dogodke, ki smo jih razvijali že skozi zadnjo desetletje. Nekateri so že prav tradicionalno poznani, kot naprimer Dan za raziskovalce, pa včasih Biokamp, danes Science Beat. Tako da, ja, mladim ves čas ponujamo vpogled, ponujamo priložnosti, da nas poznajo in da z nami sodelujejo. Nudimo štipendije, nudimo strokovne in počitniške prakse. In časi so taki, da je bitka za talente že kar zelo razvita. No, tako da... To je zelo zanimivo, kar ste zdaj povedali, ker v bistvu opažam z vsemi podjetji, ki so na vprašanje, da nimajo nekih velikih težav s pridobivanjem kadrov, je bilo vedno v ozadju to neko dolgoročno delo, ne, to, ko ste zdaj opisovali, ne, nekimi akcijami, aktivnostmi, tudi seveda sodelovanjem že v času izobraževanja, bodisi pač na neki ravni srednje šola, pa potem na visokošolskem izobraževanju. To se pravi, da očitno se te investicije na koncu izplačajo. Ja, zagotovo. Zagotovo, mislim, to je tako, ne. Če zaseješ semena, bo nekaj zraslo, ampak potem tudi, ko zraste, nikoli ne smeš prenehati z zalivanjem in z nego svojega vrta, ne. Ki ga pa ne smeš ograjevati, ne. Tudi to smo se že naučili, da moramo imeti vrtove brez ograj in se povezovati med sabo, ne. Sem šel namreč v malo širši uvod v ta pogovor, tako da lažje razumemo, kakšen tip podjetja ste oziroma s kakšnimi izzivi se soočate, zato da pridemo potem na bistvo današnjega pogovora, namreč mikrodokazila, ker ravno ta hiter tehnološki napredek, ne, danes od zaposlenih in seveda tudi podjetij, zahteva hitro prilagajanje nekim novim veščinam. Klasično izobraževanje seveda ni dovolj ali pa ni dovolj odzivno, ni dovolj hitro, ne, in tukaj tudi med podjetji se je pokazala potreba po nekih poverilnicah, recimo, ne, s katerimi bi potem dokazovali te strokovne veščine, ki jih ima posameznik na nekem področju. In tukaj se tudi na ravni Evropske unije rodila ta ideja teh mikrodokazil, za katere seveda moramo poudariti, da ne gre za klasično izobraževanje, se pravi, ni to diploma, ne, ampak je nek certifikat, ne, ki bo v končni fazi veljal na območju celotne Evropske unije, ki ga bo zaposleni nosil s seboj, ne, in bo dokazoval, da je pač pridobil veščine na nekem določenem področju. No, in vi kot Lex ste v bistvu bili prvo podjetje v Sloveniji, ki se je lotilo nekega pilotnega projekta skupaj z Ljubljansko univerzo. Pa morda vas bi prosil za začetek, da malo pišete, zakaj ste se odločili za to, kako ste to zadevo izpeljali. Ja, torej res je vse, kar ste navedli, seveda, ne. Modularno, fleksibilno, specializirano izobraževanje, ki v kratkih modulih ponudi ene specifične veščine, je nujno. In seveda lahko so redni kurikuli še tako kakovostni, ampak so dolgotrajni, ne morejo se spremeniti iz leta v leto, kar je tudi prav, ne, saj niso temu namenjena. Tako da neki hitri, dodatni, preverljivi in standardizirani moduli za specialna znanja so več kot dobrodošli, ne. In ker imamo neko mrežo svojih strateških razvojnih partnerjev med fakultetami iz našega področja delovanja, ne, se z njimi redno obdobno srečujemo in
dobesedno načrtujemo nove oblike sodelovanj, nove načine izobraževanja, ki jih vsi potrebujemo. No, in tako smo v zelo zgodnji fazi se srečali s tem programom mikrodokazil in se nam je zdel zelo hitro, zelo zanimiv. Potem smo pogledali, katere teme so nekatere fakultete izbrale kot pilotne in med njimi pač izbrali tisto temo, ki je nam najbližje oziroma vidimo, da jo v dani situaciji najbolj potrebujemo v večjem obsegu in smo rekli, poskusimo in ja. In to je katera tema, če bomo laiki seveda razumeli? Ja, seveda, zagotavljanje sterilnosti. Zagotavljanje sterilnosti, to pomeni delo v aseptičnih pogojih, delo, kjer bakterije ne smejo priti zraven, ne. Tako se delajo vsa biološka zdravila, vse, kar injiciramo v telo, mora biti sterilno, neoporečno in to seveda to je eno čisto specifično okolje z posebnimi režimi umivanja, preoblačenja, nošenja specifičnih oblačil, rokovanja. Sleherna poteza je prilagojena temu, da ne uidejo bakterije na opremo ali pa kaj pa šele na proizvod, ne. Bi si predstavljal, da ste se odločili za to področje, ker nihče drug v Sloveniji ni ponujal tega specifičnega znanja? Ne. To znanje je zelo bazično in elementarno znanje za delo v nekem segmentu farmacevtske industrije, v zdravstvu, v bolnicah, na operacijah in tako. Ampak tukaj zdaj sva govorila o mikrodokazilih in o tem pilotnem obdobju, znotraj katerega so si fakultete izbrale neke teme, ki jih bodo kot pilot poskušale obdelati in stestirati, ne. No, in ta tema, zagotavljanje sterilnosti je za nas nam je sicer domača, ampak zdaj, če bomo iskali veliko število novih sodelavcev, bi si pa želeli imeti en tak kompakten modul, ki bi v kratkem času ponudil vsa tista temeljna znanja, pravila, zagotavljanje kakovosti, velikemu številu novih sodelavcev, no. Na nek način je bila to neka win-win situacija med vami in fakulteto, v smislu vi to znanje ste že imeli, ne, pomagali ste na nek način fakulteti ta program dodelati oziroma ga pripraviti, ki ga boste potem pa verjetno spet vi koristili, ne, ko boste, kot rečeno... Ja, morala bi povedati, da je bil program že kar zelo dobro izdelan z strani biotehnične fakultete. Potem pa seveda naši strokovnjaki iz prakse so se pogovarjali z raziskovalci oziroma nosilci tega programa na fakulteti, dodali vsebine, povedali, kaj je za naše delo specifično, še bolj pomembno, kaj se nam ne zdi tako pomembno in z nekim velikim posluhom eden za drugega smo pol prišli do idealne vsebine programa za naše potrebe, s tem, da tudi ena naša vodja je predavala nekaj ur znotraj tega dvotedenskega obdobja. Zdaj, vi ste v bistvu v ta projekt vložili tudi nekaj svojega know-howa, ne? Tudi. Zdaj, verjetno bo fakulteta ta program v navednicah prodajala naprej. So tukaj kakšne težave, ne vem, kje so meje, kakšne poslovne skrivnosti, kako ste mogli tudi to definirati v tem procesu? V resnici skozi desetletja, zdaj že lahko rečem skozi desetletja sodelovanja z raziskovalnimi hišami, smo se naučili, tudi na nekaterih bolečih spodrsljajih, kako je treba regulirati in deliti te poslovne skrivnosti. In
nekako smo razvili platformo izobraževanje pa platformo raziskovanja, ne, ki sta različno regulirani, ne. Zdaj, če delaš skupne raziskave, potem je treba čisto drugače ščititi poslovno skrivnost, kot če govorimo o izobraževanju. Tako da v tem primeru ni bilo nobenih težav in nobenih podpisov secrecy agreementov ali nekega varovanja skrivnosti. Seveda razumemo, da je to znanje s strani fakultete njihova last, a ne? In absolutno nas ne moti, če ga koristijo tudi drugi. Ne bodo pa verjetno imeli naše predavateljice zraven in tistega delčka, ki je pa naš, a ne? Ja. Mogoče se še malo vrneva k temeljem teh mikrodokazil. To so ja na nek način neki tečaji, predavanja, kakorkoli. Koliko časa, časovno, koliko to traja? Torej, naše usposabljanje je potekalo znotraj 2 tednov delovnih, a ne, se pravi 2x po 5 delovnih dni, v iznosu 8 ur, a ne, z nekimi odmori in to. Približno polovica je bila teorija, se pravi predavanja in tudi interaktivno delo. Druga polovica je bilo pa eksperimentalno delo v laboratoriju. Ves čas pod vodstvom mentorjev, izobraževalcev, z veliko pogovora. Je pa verjetno za ta konkreten primer je bilo 2 tedna, verjetno v nekem drugem primeru bi bila ta časovnica verjetno drugačna. Lahko da, ampak mislim, da več kot 3 mesece mikrodokazilno izobraževanje ne sme trajati. Pol meseca je po mojem ravno prav, da je kratko, intenzivno, fokusirano. Seveda je pa tudi odvisno, kako dinamiko zastaviš, a ne. Pri nas recimo teh 14 dni, ti, ki so bili v izobraževanju, niso počeli nič drugega, a ne. Lahko bi se pa odločili drugače, da bi oni popoldne ob delu, potem je pa dinamika druga. No, ampak ko govoriva o številu ur, nekje 60 do 100 ur, je prava mera trajanja. No, midva se o tem težko pogovarjava, ker ne poznava, ampak si predstavljam, da so ta mikrodokazila ravno zaradi tudi te časovne omejenosti zanimiva tudi za mislim, za brezposelne, ne, ker recimo se jim ne da na neko novo dolgoletno izobraževanje, ampak ne, na nek hiter način mogoče pridobijo neko veščino, ki jim služi, da potem lažje pridobijo mesto. Ne. Zagotovo, ker hoditi v šolo 5 let, da boš farmacevt, je čisto preveč, a ne. Dobro, saj z mikrodokazili ne boš nikoli farmacevt, ne, ampak za neko delovno mesto z omejenim naborom aktivnosti pa neka specialna znanja te usposobijo, ne, veščine. Zdaj, Slovenija se je teh mikrodokazil lotila obratno, kot se običajno lotevamo teh sprememb, se pravi od spodaj navzgor, ne, v bistvu se rojevajo taki pilotni projekti, kot so vaši in podobno. In preko tega, preko prakse, ne, bi radi potem na pristojnem ministrstvu prišli tudi do zakonodaje. Zdaj, vi ste že nekaj izkusili skozi ta pilotni projekt. Kaj bi bilo za vas kot uporabnika teh mikrodokazil nujno ali pa zaželeno, da bi potem zakonodaja zaobjela? Predvsem v tej fazi, kjer smo, je pomembno, da vse pilotne skupine med seboj začnemo govoriti. Da se povežemo bolj, kot smo povezane ta hip, a ne. Ker na več ministrstvih so skupine, ki imajo aktivnosti, ki nekaj počnejo, pa drugi za to ne vedo, ne. Tako da jaz mislim, da od spodaj navzgor je sicer čisto zanimiv pristop, ampak bi bilo vseeno zelo zaželeno in dobrobitno, če bi nekje obstajal nekdo, ki bi pa malo vendarle orkestriral en prvi med enakimi,
mogoče ravno gospodarska zbornica, ne? Vi ste povezani z univerzami in z gospodarstvom. Mislim, lahko bi bil kdorkoli, no, mislim, gospodarstvo ne. Gospodarstvo je tukaj uporabnik. Ampak tako, da bi nekje bil en epicenter, kamor bi se vsak od uporabnikov lahko obrnil in dobil neke nasvete, kam naj gre naprej, a ne. No, saj ravno pred kratkim smo tudi organizirali en posvet na gospodarski zbornici, na katerem ste tudi vi sodelovali. In ja, prav to je bilo začutiti, ne, da visokošolski zavodi delajo na svoj način, po svoje, srednje šolci spet po svoje, oziroma razmišljajo drugače, potem so tudi zavod za zaposlovanje, gledam, ne kup enih deležnikov, je tukaj not vpletenih, ni pa neke koordinacije. Ki pravzaprav vsak od njih vlaga precej napora, ima podatke, ima denar za to, da nekaj naredi, pa se ne povežemo, ne. No, ampak pač prvi koraki niso enostavni nikoli, ne. Niti otroku, ki shodi, niti mikrodokazilom. Ne smemo jih zakomplicirati, no. Mislim, da mikrodokazila ponujajo priložnost, da so enostavno in prožno obvladljiva, kakovostno, preverljiva. Ne smemo tukaj vložiti preveč enega ogrodja in zahtev, ker to je največji sovražnik sodelovanj. Tudi zgodovinsko gledano, ne? Zgodovinsko, skozi izkušnje nekaj desetletij, ne? Pogosto je tako težko se prebiti čez vso potrebno papirologijo in vsa dovoljenja in preverbe, kaj pa kako, da se utrudi. Industrija ne more se preveč ukvarjati s tem, da lahko šele začne sodelovati, ne. Ampak, ko že omenjate to potrebo po koordinaciji, ki bo potrebna tudi v prihodnje, ne? Še toliko bolj, ravno zaradi tega, ker se tako hitro stvari spreminjajo, razvoj je tako hiter, da v bistvu tudi same izobraževalne ustanove, oziroma te, ki bodo ponujali mikrodokazila, bodo težko ponujali tisto, kar gospodarstvo rabi, če ne bodo imeli na drugi strani feedbacka gospodarstva. No, ne vem, mislim, je pa tudi odgovornost vsakogar, ne, tako gospodarske družbe kot tistega, ki izobražuje gospodarstvo, da je ves čas gleda okrog sebe, ne. Tako kot pravimo, da se mi zaposleni nikoli ne nehamo učiti. Če se mi ves čas učimo, potem se ves čas širi in posodablja bazen zavedanja. Bazen zavedanja, katera znanja se porajajo in prihajajo in potem te neka naravna radovednost žene, da boš tam vrtal naprej, ne. In na ta način tisti, ki bodo izobraževanja ponujali, ne morajo biti neka preprosta in stacionarna organizacija. Oni sami morajo biti vedoželjni in se gibati ves čas 360 stopinj, skenirati svoje področje in z veseljem potegniti, kar se novega v svetu dogaja, ne. Mogoče še to dimenzijo, da obdelava v nekem IT-jevskem informacijskem podjetju se res ta razvoj skokovito, hitro odvija, ne, svetlobno hitrostjo. Kako je pa pri vas, v neki farmaciji, so ti preskoki verjetno ne ravno tako hitri, oziroma kako uspete, ker to je tudi seveda zelo pomembno, ne, z vidika veščin in mikrodokazil, napovedovati, kakšne potrebe po veščinah boste imeli čez 3, 5, 10 let? 3-5 let je za farmacevtsko industrijo zelo kratek čas, ne, ker tipično razvoj, če greva na področju inovativnih zdravil,
traja 10 do 15 let. Drugače je pri generikih in mi se gibljemo v segmentu generične farmacevtske industrije. Tukaj so cikli zagotovo krajši, ampak imamo pa to priliko, da se učimo od inovatorjev. In predno inovator pride do enega novega, učinkovitega, varnega, registriranega zdravila, že lahko mi se usposabljamo na področju, kjer so naše ekspertize močne in ki je naš marketinški tudi fokus. Tako da ni posebej težko teh trende zaznati in se vanje poglabljati. Je pa drugi aspekt verjetno, če govorimo samo o proizvodnji teh zdravil, kjer pa se mešajo tudi te nove veščine, ne vem, si predstavljam, inteligenca je tudi v proizvodnji zdravil vedno bolj prisotna, tle pa morate biti zelo hitri in v koraku s časom. Da gotovo, sej morda nisem dovolj dobro se izrazila. Zagotovo, mislim, ko govoriva o kompetencah in znanjih, tukaj je cela plejada področja, Nekaj je področje indikacij, se pravi področji terapevtskih skupin, za katere razvijamo. Drugo je tehnika sama in povsod, potem, katerikoli nivo pogledava, digitalizacija prodira povsod. Digitalizacija, avtomatizacija, veliki podatki, napovedna analitika, modeliranje, simulacije. To je pa praktično na vseh ravneh našega poslovanja prisotno in skokovito hitro se menja. Ampak tukaj je enostavno treba slediti. To digitalno opismenjevanje teče v taki firmi, kot smo mi, tudi od samega svojega rojstva. Sej farmacevtska industrija je konzervativna, ker je tako visoko regulirana in je absolutno čisto na drugem koncu pola, na drugem polu kot recimo neki Google ali pa kreativci. Ampak vendarle, mislim, moraš biti, digitalna pismenost je danes enako pomembna kot črkovna ali pa matematična. Tukaj spet verjetno se rojevajo te potrebe po mikrodokazilih, v smislu. Absolutno. Nek farmacevt, čeprav je tistih 5 let odsedel v šoli in verjetno neke osnove digitalnega znanja že ima, ampak od momenta, ko je diplomiral, se pri vas zapostil, je lahko šla tehnologija ali pa znanost toliko naprej, da potem rabi še te dodatne kompetence. Ja, seveda, ampak že spet večina posameznikov ima eno zvezno pot. V bistvu ta digitalizacija je danes povsod. Povsod že, kako si kupiš eno vstopnico za v kino, tako da neka pismenost se pri nas poraja, že obstaja. Potem seveda tudi tekom univerzitetnega študija mladi iščejo vire in rešujejo izzive s pomočjo digitalnih tehnik in tehnologij. Nekatera so jim prav skozi kurikul tudi posredovana. Tako da potem, ko pridejo k nam, se samo morajo usmeriti v neko specialistično področje, ki so si ga izbrali. In če je to proizvodna, potem zagotovo se tukaj srečajo v veliki meri z avtomatizacijami, regulacijami in vsem tem, kar sva že prej omenjala. Na podlagi te pozitivne izkušnje, ki ste imeli s tem pilotnim projektom, razmišljate še o kakem? Imate že kaj v planu? Ja. Mislim, zdaj konkretnega plana ni. Da bi rekla, bomo jeseni ponovno. Čeprav sprva je tak plan bil, naj povem, tudi v industriji se včasih zgodijo kakšni zamiki. Drugače pa bomo razvijali taka kratka in kompaktna izobraževanja, ki morda v prvi fazi ne bodo vsa imenovana mikrodokazilo, bodo pa dala tisto znanje našim novozaposlenim,
za katerega verjamemo, da ga potrebujemo. Tukaj spet bomo se zelo naslonili na naše strateške partnerje, fakultete v Ljubljani, Mariboru, tudi na Primorskem. Zdaj, predvsem za ta proizvodni del v Lendavi smo se močno povezali tudi zaradi geografske bližine z fakultetami Univerze v Mariboru. Za ta razvojni del, ki pa bo lociran v Ljubljani, se pa naslanjamo na ljubljanske fakultete. Tako da absolutno vidimo, da bo tak način hitrega, kompaktnega, specialnega izobraževanja zelo rasel pri nas. No? Super, jaz se vam zahvaljujem, da ste z nami delili to vašo izkušnjo, da bo tudi spodbuda morda za druga podjetja, da bodo poiskala sodelovanje z izobraževalnimi inštitucijami in pomagala v bistvu graditi ta projekt, kako ne bomo rečemo, mikrodokazil, za katerega očitno vsi, od gospodarstva do izobraževalnih ustanov, ocenjujemo, da je koristen in da je potreben. Res praktično neobhoden, ker to je zdaj ena dodatna oblika vseživljenjskega učenja. Ne? In tega ni nikoli preveč. Mislim, ne moreš vsega pokonzumirati, ampak nekaj pa. Res je. Zaključiva s to mislijo, da vseživljenjskega učenja ni nikoli dovolj. Hvala lepa za obisk. Hvala enako.